Etiopija igra vse pomembnejšo vlogo v hitro spreminjajočem se afriškem rogu. Etiopija, dolgoletna partnerica Izraela in pomembna sila proti Al-Shababu, krmari med lastnimi rastočimi gospodarskimi in strateškimi ambicijami sredi spreminjajoče se dinamike moči v regiji. Medtem ko se tuje in lokalne sile borijo za vpliv na afriškem rogu, kakšno vlogo si želi igrati Etiopija in kam se v to umešča njeno partnerstvo z Izraelom? Z nami je njegova ekscelenca, etiopski veleposlanik v Izraelu, Tesfaye Itaye Antene. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Etiopija in Izrael imata globoke zgodovinske in človeške vezi. Kako bi opisali današnje odnose in kje vidite največji potencial za rast? Hvala. Kot ste pravilno povedali, imata Etiopija in Izrael dolgo zgodovinsko povezavo in trenutno so odnosi med našima državama zelo dobri. Januarja letos smo izvedli 4. skupno politično posvetovanje in ocenili dvostranske odnose med našima državama. Obe delegaciji sta bili zadovoljni z ravnijo sodelovanja in angažiranosti med našima državama ter sta začrtali nadaljnje krepitev teh dvostranskih odnosov. Na področjih, kot so gospodarstvo, investicije, trgovina, turizem, prenos tehnologij. In tudi glede geopolitike regije. Etiopija se nahaja na afriškem rogu, ki je ena izmed nestabilnih regij na svetu. Zato smo ocenili tudi naše sodelovanje na tem področju. Torej, nasplošno je raven odnosov med našima državama zelo dobra in obstaja način, da ga še dodatno okrepimo na področju gospodarstva, v odnosih med ljudmi in tudi na drugih področjih. Torej, dober odnos na področju razvoja. Želim nekoliko premakniti pogovor. Etiopija je pomemben del v boju proti Al-Shababu. Kako resna je trenutno teroristična grožnja na afriškem rogu? In kako se Etiopija s tem spopada? Ter kje bi se Izrael v to vključil? Zadnjih približno 20 let se Etiopija bori proti terorističnemu elementu v Somaliji z pošiljanjem svojih vojakov in je odigrala zelo pomembno vlogo v boju proti temu terorističnemu elementu. Naše enote so še vedno v Somaliji in se borijo proti Al-Shababu. Al-Shabab je enkrat oslabljen, drugič pa še vedno predstavlja grožnjo Somaliji in sosednjim regijam. Torej, če upoštevamo težave in razdejanje, ki jih povzroča ta teroristični element, Etiopija si zelo prizadeva za zajezitev tega terorističnega elementa. Do zdaj je to zelo dobro uspevalo. Sodelovala je z Afriško unijo, sosednjimi državami, ZDA in drugimi velikimi silami ter z Evropsko unijo. Tako lahko z Izraelom deli obveščevalne podatke in sodeluje na drugih področjih. Nadzoruje to širitev terorističnega elementa na druge regije afriškega roga in širše. In kot velika država brez izhoda na morje, Etiopija opisuje zanesljiv dostop do morja kot bistvenega pomena za svoj razvoj. Kakšno ureditev Etiopija pravzaprav išče? In kako bi lahko izraelsko priznanje Somalilanda vplivalo na ta cilj? Etiopija je trenutno brez izhoda na morje, vendar je ena izmed največja država brez izhoda na morje po številu prebivalcev na svetu. Etiopija si prizadeva za dostop do morja po diplomatski poti. Trenutno uporabljamo pristanišče Džibuti, več kot 90–95% za našo mednarodno trgovino. Etiopija želi prav tako diverzificirati svoj dostop do pristanišč prek sosednjih držav. In glede Somalije in Somalilanda imamo zelo dobre odnose. In ob upoštevanju kompleksnosti somalijskega vprašanja
Somalija in vprašanje Somalilanda. Etiopija se najprej osredotoča na stabilnost regije in na mednarodno pravo. In dodatno se osredotoča na, miren razvoj in gospodarsko integracijo regije. Trenutno uporabljamo tudi pristanišče Berbera, ki se nahaja v Somalilandu. In imamo tudi 19% delež v tem pristanišču. Tako da je trenutno težko vnaprej soditi o izidu v Somaliji. Zadeva je zelo zapletena in moramo jo spremljati ter vsakič sprejeti potrebne ukrepe. Tako je v interesu Etiopije, da ima dostop do morja, svoj interes uresničuje v sodelovanju s sosednjimi državami po diplomatski poti. In sodelovanjem z regionalno vlado. Torej si v tem kontekstu prizadevamo za dostop do morja in za diverzifikacijo. Začenši s pristaniščem Lamu v Keniji, do severnega dela Etiopije, do Portu Sudana ter pristanišč Eritreje in Džibutija prav tako. Toliko možnosti torej. Če pogledamo širšo sliko, politično in geopolitično, vidimo Izrael, Egipt, ZAE, Savdsko Arabijo, Turčijo. Vse te države širijo svoj vpliv in poskušajo razširiti svojo vlogo na afriškem rogu. Kako Etiopija krmari med temi tekmujočimi odnosi, hkrati pa se izogiba vpletenosti v regionalna rivalstva? Da, Etiopija vedno zagovarja svoje nacionalne interese in ohranjanje uravnoteženih odnosov z različnimi silami je temeljno načelo, torej načelo etiopske zunanje politike. Torej, Etiopija želi imeti odnose z toliko državami. Ne želi se povezovati, še posebej vojaško, z nobeno skupino. Toda, kolikor to služi njenim nacionalnim interesom, je Etiopija pripravljena na partnerstvo s katerokoli državo, ne glede na to, od kod prihaja. Torej je vodilno načelo, nacionalni interes same države, to je Etiopija. Etiopija ima torej vizijo, da bi imela dostop do morja. Ima vizijo, da bi diverzificirala svoj, dostop do pristanišč. Ima vizijo, da bi igrala zelo pozitivno vlogo pri varnosti in stabilnosti Rdečega morja in Adenskega zaliva. Tako lahko v tem primeru pozitivno prispeva svoj delež ter sodeluje in se poveže s katerokoli državo ali skupino, ki prihaja od kjerkoli na svetu. V redu, to je zelo pozitivna ugotovitev. Najlepša hvala, veleposlanica Tesfaye Itaye Antene. Zelo cenimo, da ste prišli. Najlepša hvala, z veseljem.